Ko rečeš imeli, videl sem, da si bil del veliko organizacijskih ekip. To je bilo v okviru LOL Slovenija. LOL Slovenija, takrat je društvo se jih odprlo. Okay. Veliko smo takrat sodelovali z e-igre ter Razer, to sta bila glavna dva, nekako sponzorja. In takrat nekako nagrade so bile konstantno, te Razer tipkovnice in miške, ki na srečo smo jih dobili direkt od njih. In hvala, da smo zdaj teh zadnjih let nekako prešli to obdobje teh materialnih nagrad. Razer se pravi izdelovalec periferije. Kako so se oni pridružili temu društvu? Preprosto smo napisali e-maile, mi organiziramo ta in ta turnir, da bi lahko dobili nagrade. Prav v globalni organizaciji? Ja. Takrat je bilo dosti lažje to narediti, ker je bilo vse v takem vzponu, plus raje, dobesedno si se na njihovi strani prijavil, ok, turnir imam, tle imaš RP pointe za nagrade, tle imaš skine za nagrade in so dosti bolj to odprto nekako pušali ven, da se razvije, ampak zdaj pa, da boš ti nekomu pisal, ni šans, da boš kar tako tudi. Ok, spravi, to se je potem nekako šlo v zaton. Videl sem, da si že bil e-športni komentator takrat ali si bil samo kot del neke organizacijske ekipe? Takrat, mislim, da v prva sezona, ko sem komentiral, takrat tisti offline turnir, takrat sem nekako začel s tem, pol bi mogel biti še en večji turnir na gospodarskem razstavišču, ki so bili igralci vsi nahajpani, ampak na koncu ni prišel do njega, to je bil en večjih offline eventov za LOL na takrat in takrat so bili Miki X, Nemesis, vsi ta najboljši igralci trenutno upleteni v to sceno, ampak nažalost tega ni prišlo. Ampak mislim, da takrat nekako te talente se je nekako zgradilo in nek dober community se je naredil, zdaj pa zadnje čase bolj iščeš, ki najdeš kakšnega igralca. Ime si ustvaril nekako komentarski renome skozi veliko različnih turnirjev. V bistvu me zanima, ker zelo težko je v bistvu dobiti neke informacije o turnirjih, ki so mi zelo zanimivi po imenu. Eden od teh je bil Red Bull Solo Queue. Se mi zdi, kakšen bil razplet tega, kako se je Red Bull pridružil slovenskemu turnirski sreni? Torej, Red Bull ima globalno več eventov, katerih verjetno sploh nismo še slišali v Sloveniji. In potem slovenski Red Bull zbere, kjer dogodke bo imel in med tem je bil tudi ta njihov 1-1 turnir, to je Red Bull Solo Queue, ki je potem imel svetovni finale in vse. In prvo leto takrat me še ni bilo zdraven, nisem mogel, je bilo na gradu ljubljanskemu finale. Tako da kar velika investicija in je res fajn zgledal in vse. Pol smo ga imeli v cirkusu. Tako da smo mogli tam zjutraj ob 5 prijeti po žurki, ko so še ščistili, pa je bilo vse lepljivo po tleh in si mogel končati, preden se žurka zvečer začela, kar je bilo najhujše. Težave z internetom so bile, ker obljubljajo, da je dober internet, na koncu smo bili na mobilnih podatkih. In tle se je nekako Red Bull vključil to zgodbo, ampak zdaj zadnji 2 leti več tega ni, ker ni bilo več takega odziva. Zdaj je to prevzel tale Valorant študentska komaj tekmovanje, tako da vsaka nekako šola oziroma zgradi svojo ekipo in potem pošlje najboljše na svetovni finale.